Na 38. seji mestnega sveta smo začeli z kadrovskimi zadevami, in sicer imenovanje predstavnika sveta zavoda osnovnega zdravstva Gorenjske. Mestni svet je potrdil kot članico gospod Tatjano Jaklič-Kitič, ki seveda želimo veliko uspešnega dela. Na tretji točki premoženjske zadeve sem točko prekinil. Šlo je za predlog, da občina prodaja del zemljišča, da bi eden od solastnikov zaokrožil svoje funkcionalno zemljišče. Tukaj sta se pojavila dva izziva in vprašanja. Prvič, zakaj krajevne skupnosti ne sodelujo več pri teh postopkih. Uprava je pojasnila, da smo to prakso opustili, zato ker krajevne skupnosti niso pravočasno odgovarjale, ampak v interesu, da bo zares zadovoljeno, smo se odločili, da bomo to prakso znova uvedli. Druga točka je bila, da so svetnice in svetniki izrazili željo, da želijo vedeti, kdo je kupec, kar je seveda težko, ker ti kupec se bo pojavil šele potem, ko bomo objavili na spletu poziv za prodajo. Lahko pa povemo, kdo je pobudnik, ki je sprožil ta postopek. Ker je zakonodaja za varstvo osebnih podatkov zelo zaostrena, tega ne moremo narediti, pa smo se dogovorili, da bomo točko prekinili in da bomo do naslednje seje našli način, verjetno na tak način, da bodo vsi ti pobudniki podpisali izjavo, da se strinjajo, da se dajo njihovi osebni podatki. Glede na to pa, da zadeva ni bila čisto nič nujna, sem ocenil, da je bilo smiselno, da prekinemo in tem pogojem zadovoljimo. Četrta točka dnevnega reda, odlok o javno-osebnem partnerstvu za izgradnjo telovadnice, 6 učilnic in večnamenskega prostora pri osnovni šoli Stane Žagar, brez razprave sprejeto z 29 glasovi za, kar je zelo dobra novica. Na koncu bom še povedal, kako nameravamo izvesti vse te javne razpise, ker je bilo tudi vprašanje na seji. Peta točka, odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na področju Mlake. Za občino Kranj ena zelo dobra razvojna priložnost. Tam se s prostorskim načrtom sprejema način, da se lahko zgradi 300 stanovanjskih enot. Gre za različne enote, tipično veliko individualnih hiš, dvojčkov, potem manjši bloki do 6 stanovanjskih enot in pa tudi 4 nadstropni bloki. Po prostorskem načrtu je tudi predvidena nova napajalna cesta, zato da se razbremeni ta promet, ki gre med hišami po Mlaki. Predvidene so tudi kapacitete za otroški vrtec, ker seveda, če bo populacija narasla, tukaj ocenjujemo, da je lahko naseljenih med 800 in 850 ljudi, je potrebno zagotoviti tudi predšolsko in šolsko vzgojo. Že v prostorskem načrtu je zapisano, da je potrebno zgraditi v prvi fazi dva oddelka otroškega vrtca, katerim bomo potem podelili koncesijo. Projektna pisarna pa je že našla način, kako lahko podružnično šolo na Kokrici relativno enostavno in hitro razširimo za 3 oddelke. Seveda, glede na to, da se ta šola letos tudi energetsko prenavlja, bomo pazili, da ne bi prišlo do dvojnega dela. Predlog je bil zelo dobro sprejet, Komisija za prostorsko načrtovanje ga je celo zelo pohvalila, zato je bilo z večino glasov takoj sprejeto. Drugo branje bomo verjetno lahko naredili šele jeseni, ker je vmes treba narediti javno razgrnitev. Jaz sem se tudi pogovarjal z predstavniki prebivalcev na tem področju, ki so se strinjali, da je ta način pa sedaj pravilen. Če se spomnite, pred leti je bila tam civilna iniciativa, zato ker je bila pozidava bistveno bolj gosta.